Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Počitnic je konec in tudi oddaja Vaš krog se vrača na stari tir. Novo sezono začenjamo na najlepši možen način, na kraljevski način. V našem studiu namreč gostimo vinsko kraljico Slovenije, Martino Boškovič. Lepo pozdravljeni. Prijeten pozdrav, hvala za povabilo in sem zelo vesela, da lahko danes tukaj začenjam z vašo oddajo ponovno po počitniškem predahu v res tako prijetni družbi. Tudi meni je veselje, da smo danes tukaj. Veliko imamo za povedati, ne le o vašem kraljevskem naslovu in letu kraljevanja, ampak še veliko zadev se je že zgodilo v vašem, lahko bi rekla, kratkem življenju. Zadnjega julija ste proslavili vašega prvega četrtstoletja. Tako malo, da resnično ne rabite skrivati let, kaj? Ampak zelo aktivnega četrtstoletja. Ja, zagotovo je bilo teh mojih četrtstoletij zelo aktivnih. Še posebej zadnja leta, ko se mi je celotno življenje, lahko rečem, da mogoče ne malce, kar precej obrnilo na glavo. Začelo se je z nazivom na lokalni ravni, ko sem nosila titulo Cvičkove princese, sedaj naziv vinske kraljice Slovenije. Ob tem pa sem vesela, da so še vedno ob meni tisti najbližji, ki mi ogromno pomenijo, da mi ob strani stojijo moji starši, oče Martin in mama Nada, ter bližnje sorodstvo, ter tudi vsi ostali, ki me podpirajo na mojih poteh in vse lahko prepoznate oziroma vidite na sliki v celotnem albumu. Tako je, v mojih rokah je resnično album vašega praznovanja, vašega rojstnega dne v čarobnem okolju z več kot 200 prijatelji. Resnično bilo je kraljevsko. Ja, zagotovo je bilo kraljevsko, zato sem vesela teh nepozabnih fotografij Tina in Gregorja Molan. In bilo je več kot 200 ljudi, dejansko 250 ljudi ob 25 let mojih. In nepozabno grad Mokrice je zažarel svojo vse lepote, kajti ob prihodu je goste razvajala priznana hrvaška harfistka s svojimi zvoki. Nato so zadoneli toni Citrskega orkestra glasbene šole. Prijetno me je presenetila z nepozabnim voščilom tudi gospa Nuša Derenda. Prisotni je bil s svojimi melodijami tudi gospod Peter Direnbek in ogromno enih presenečenj celotnega večera in bilo je res sanjsko, nepopisno ter kraljevsko. Ja, in zaigrali ste tudi vi na citre, katerim se bova povrnili tudi v toku današnje oddaje, kajti citre ste prinesli tudi v naš studio in zdi se mi, da slišimo ta prijetni zven že v ozadju, kajti igrate že vrsto let v citrarskem orkestru v Brežicah. Ja, zagotovo je to zvok, ki me je zasvojil. Še posebej pa sem ponosna na nas Citrarski orkester glasbene šole Brežice. Gre za prvi citrarski orkester glasbene šole nasploh v Sloveniji in nasploh citrarski orkester pod vodstvom dirigentke Anite Veršec. In zagotovo je nekaj nepozabnega, ko toliko citra zaigra skupaj. Predvsem pa med nami niso samo glasbene vezi, ampak so v tem času nastale tudi prijateljske med vsemi citrarji. In veseli me, da sem lahko del te nepozabne zasedbe. Pa imate tudi sedaj zadosti časa, še igrate v orkestru, tudi sedaj kot kraljica? Ja, še igram v orkestru, s tem, da je pa res, da mi dirigentka dostikrat pogleda čez prste, kajti vaje glavne so med vikendi. Kraljica ima pa vikende kar zasedene. Največ dela. No, citre so tukaj med nama na mizi, zelo veliko strun, to je prvo, kar jaz vidim. Sicer, kaj je najpomembnejše obvladati pri citrah? Zagotovo so najpomembnejše osnovne strune, ki igrajo melodijo, to je prvih 5 strun, potem pa so še spremljevalne, ki jih vidimo tukajle. Teh je 32 na mojih citrah konkretno. Imamo več vrst citer, imamo basovske citre, diskantne citre, koncertne citre, potem tudi naprimer moje so dunajsko uglašene, kar je drugačna oglasitev od oglasitve, ki se imenuje standardna. Tudi same note zvenijo drugače, melodije iz takšnih, te so predvidene bolj za kakšne narodno-zabavne komade oziroma skladbe. Sedaj pa marsikaj zaigrati tudi na tolele oglasitev. Vi dejansko igrate torej na teh 5 prvih strun? Dejansko se igra skupaj, namreč najprej si damo na prstnik
in potem igramo na teh prvih 5 strun, zraven je pa spremljava v bistvu. In naprimer, prvi razred se vsak citrar oziroma citrarka nauči igrati na teh prvih 5 osnovnih strun, izvajati razne dobe, od polovinke, celinke dalje, kako se pač vse skupaj zazveni, šteje. Potem pa so tukaj še spremljave, kjer se igrajo zraven še. In naprimer, če mogoče na kratko. In potem v bistvu igramo tako dalje. Tako da je kar nekaj aktivnosti sočasnih, še posebej, kadar gre za več zvočja in je potrebno kar nekaj truda vložiti v to. Zveni pa zelo lepo. Zanimivo je bilo tudi to, 13. januarja letos, ko so vas v Radencih okronali za vinsko kraljico Slovenije, ste najprej tudi vi zaigrali z vašim citrarskim orkestrom in presenetili mnoge. Gledali smo, kje je sedaj ta kandidatka za kraljico Slovenije. Ja, bilo mi je v čast, namreč tudi v Radencih na samem kronanju mi je naša dirigentka dodelila častno mesto in sem igrala solo uvod pri pesmi Tretji človek in bilo je res nekaj nepozabnega in ni kar tako dejansko, kot je glasba dobil svoje roke. Nepozaben je bil pa zagotovo ta petek, 13. januarja letos za vas, kajti to je bil večer, ko ste na glavo dobili krono slovenske vinske kraljice oziroma vinske kraljice Slovenije. Zakaj ste se odločili kandidirati? Ni bilo to tako preprosto, ne gre za lepotno tekmovanje, da se sprehodite, ampak bilo vas je 5 kandidatk in kar nekaj znanja ste morali pokazati. Ja, zagotovo ni bilo kar tako, namreč pred samo kandidaturo za vinsko kraljico Slovenije je bilo kar nekaj odločitev, kar nekaj možnosti na tehnici in takrat sem razmišljala o tem, da bi mogoče tudi svoj študij vključila in dodala izkušnje v tujini. Vendar me je prepričala podpora naših dolenjskih vinogradnikov in vinogradnic, namreč 32 društev, ki je vključenih v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, mi je dalo podporo, kar se pravi 6000 vinogradnikov in to je bilo nekaj neprecenljivega in ravno zaradi tega, zaradi pozitivnih izkušenj, ki sem jih dobila z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, s celotno Dolenjsko, z vsem karkoli sem sodelovala, še posebej pa z domačim društvom iz Gadove peči in so mi res nudili neomajno podporo od naše občine dalje. In potem ni bilo več dileme, kaj se odločiti, tako da ja, smo skupnimi močmi so mi pomagali tudi pri pripravah in na koncu se je izkazalo, da sem iz pravega testa, vendar tekmovanje zagotovo ni bilo kar tako. Tekmovanje je obsežno in znanje obsega vse od politike do razne splošne razgledanosti, kulture obnašanja, kulture pitja vina, predvsem pa je tukaj osnove o vinih, o hrani, kulinariki in vseh ostalih slovenskih znamenitosti. Mora pa to dekle znati predstaviti tudi Slovenijo in tudi širši svet v tujih jezikih in na splošno poznati veščine nastopanja. Ja, zelo veliko vsega. Moramo še povedati, ker še nisem dejala uvodoma, mnogo so vam pa prav prišle tudi vaše veščine. Ne nazadnje ste študentka zadnjega letnika prava. Ja. Pravijo težek študij, kako to, da ste se odločili za te bukle, kje se vidite, v sodniški togi ali v odvetniških vrstah? Ja, zagotovo pravim, da je fajn, da se človek prepusti toku življenja. Na začetku kot majhno dekle sem bila prepričana, da bom odvetnica, na koncu sodnica, vendar sedaj vidim, da me srce vleče zelo, zelo v turizem, v vode, ki so povezane z vinogradništvom, seveda pa s pravniške plati, ker mislim, da se da marsikaj še narediti, postoriti. In ravno po predaji krone upam, da bom potem čim prej tudi sama diplomirala z delom, ki bo na temo tematike turizma, vinogradništva in bo vključevalo pravno terminologijo, tematiko, kaj se lahko naredi, mogoče tudi te strogi, rigorozni predpisi, kako se kaj karkoli lahko olajša v celotni zadevi, da bi le olajšali mogoče našo togost države pri določenih predpisih, kakorkoli. Vsekakor pa moramo imeti predpise, da ne bo kdo karkoli narobe razumel, ampak se mi zdi, da včasih je preveč napisano preveč komplikatorsko oziroma preveč vse skupaj zavito, da se mogoče da določene zadeve poenostaviti in zato bi rada zbrala vse v mojem diplomskem delu kot celota.
Ja, sedaj ste dejansko že od začetka leta na vseh koncih Slovenije med vinogradniki v vseh 3 vinorodnih deželah, slišite njihove težave, vidite njihove težave, resnično jih je kar nekaj, kaj? Ja, zagotovo je tako pozitivnih stvari ogromno, vsake pozitivne ima pa tudi v ozadju negativne. In je tudi tem treba prisluhniti, kajti le tako lahko spravimo stvari na boljše. In verjamem, da če bomo vsi skupaj stopili složno in naredili nekaj za skupno dobro, da bo zagotovo tudi premik opazen. Ja, poizkusili ste skoraj da vsa dobra slovenska vina, kajti na vseh konce se odzovete vabilom vinogradnikov in lahko rečemo, da slovenska vina so res dobra vina, če ne že odlična vina. Ja, zagotovo so slovenska vina odlična vina in kamorkoli grem, me razvajajo z odličnimi vini. Zato sem si tudi jaz dovolila sama, da v oddajo prinesem nekaj posebnega, nekaj, kar je zagotovo zaznamovalo mojo titulo na naši lokalni ravni. Cviček iz največje cvičkove kleti na Dolenjskem, vinska klet Krško. Sem pa ponosna, da smo skupaj za protokolarno vino Vinske kraljice Slovenije izbrali nekaj drugega. Namreč vsi so bili presenečeni, ko sem dejala, da pa vino ne bo cviček, ampak da bo protokolarno vino Sauvignon, predikat, sladki izbor, prav tako iz vinske kleti. Tako da upam, da vas bo razvajal ta Sauvignon s svojimi sladkimi opoji in da bom pričaral marsikateri nasmeh na obraz in tudi nudil kakšno minuto sprostitve. Ker pa Vinska kraljica ne uživa samo v vinih, imam še eno drugo drobceno presenečenje za voditeljico. Tako ste polni presenečen. Tako razvajate tudi vinogradnike s presenečenji. Če se le da. Ja, hvala lepa. Namreč Vinsko kraljico razvajajo v wellnessu in termah Dobova Paradiso. In zato upam, da boste tudi uživali ne le v dobrih vinih, temveč tudi v sproščajoči družbi tamkajšnjega gosta in bazenov. Hvala lepa, hvala lepa, Martina. Moram priznati, da še nisem bila v teh toplicah in da bom to z veseljem izkoristila. Hvala lepa. Resnično, vaše delo je naporno in rabite trenutke tudi za razvajanje, kajti res, da je Slovenija majhna, ampak skačete z enega konca na drugi, res, da imate protokolarni avto, ampak je vseeno naporno, kaj? Ja, zagotovo so dobro poskrbeli zame, saj sem prejela v uporabo kraljičin avtomobil, čeprav na začetku so bile dileme, ali bi mi sploh dali v uporabo avtomobil. Glede na to, da so slišali, da učim rolanja, so razmišljali tudi mogoče, da bi me posadili in bi se sočasno ukvarjala z športom tudi, vendar je nemogoče takšne razdalje premagati z čimerkoli drugim, kajti ko se pogovarjam, kje se bom, me vinogradniki vprašajo, ja, dekle, kraljica ima letos po novem tudi kakšen avion ali helikopter. Tako da je kar nekaj obveznosti in se zgodi, da tudi v enem dnevu obiščem vse 3 vinorodne dežele Slovenije. In dejansko so poti pestre, zanimive, predvsem pa številne in nepozabne prijetnih doživetij, izkušenj in verjamem, da je to taka pozitivna odskočna deska, kajti ravno to, te vsi stiki, vse te izkušnje delajo leto kraljice izjemno bogato in to je neprecenljivo bogatstvo, ki ga bom nosila v sebi celo življenje. Vem pa še nekaj, kamorkoli pridete, vse povsod vam bi se radi pohvalili svojimi odličnimi vini in bi želeli, da jih probate, ob tem morate pa v avto. Vam kaj gledajo skozi prste na cesti? Ste imeli kaj težav s policisti? Ja, dejansko imajo policisti kar radi moj avtomobil, še posebej zaradi tega, ker so vsa obeležja Pomurskega sejma oziroma Vinske kraljice Slovenije na avtomobilu. Tako da me kar redno kontrolira, ali se tudi sama držim predpisov, še posebej zaradi moje pravniške smeri. Tako da ja, tukaj pazim, da res, če že je mogoče kakšen kozarček, niti kapljice več, kajti vemo, da kar hitro dosežemo mejo, se pa držim, da ob vsakem kozarčku paše tudi odlična slovenska kuhinja, tako da vedno tudi nekaj malega po možnosti prigriznem, pojem ter zaužijem tudi kozarec vode.
in zagotovo potem ni vprašanja, ali smeš za volan ali ne, vendar je res strogo pri tistem kozarčku vina. Vesela pa sem, da je veliko mojih obiskov vezanih na Dolenjsko, kajti vemo, da cviček vsebuje malo manj alkohola in sem tako bolj sproščena tudi po tistem kozarčku vina, če sedem za volan, je pa res tako, kot sem dejala, da ostanemo pri enem kozarčku največ. Torej, pi malo, pi dobro je vaš slogan. Ja, s tem, da je pa problem, naprimer, potem, ko se odpraviš na več prireditev v enem dnevu, če bi na vsake en kozarček, takrat sem vesela, da mi drugi priskočijo na pomoč in mogoče včasih celo pri pitju, vendar v veliki meri pa sem vesela tudi, da mi kdaj priskočijo na pomoč starši, prijatelji oziroma kdorkoli, ki mu zaupam, da prime volan v roke in me varno popelje nasproti novim dogodivščinam. Jaz imam v rokah zajeten album fotografij, ki so nekoliko starejšega datuma, ne letošnjega, pa zopet ne tako daleč. Omenili ste cviček, ta je še vedno vaš, še vedno prisegate na cviček ob vseh odličnih slovenskih vinih, kajti nenazadnje ta vaša pot verjetno ne bi nosili na glavi krone kraljice, slovenske vinske kraljice, če ne bi bili predtem 12. cvičkova princesa. Ja, zagotovo krone ne bi bilo. Namreč tiste pozitivne izkušnje, tako kot sem dejala, in nepozabne dogodivščine in izkušnje z mandatom cvičkove princese so bile tiste, ki so bile krive ob podpori vseh vinogradnikov, da sem se odločila in šla tudi na državno raven ter kandidirala za vinsko kraljico Slovenije. Kako pa je bilo takrat, ko ste prvič prevzeli krono? Sedaj ste približno vedeli, kaj vas čaka, takrat ste se pa podali v neznano. Ja, bilo je kar nekaj odprtih vprašanj, kako bomo zmogli vse to, kaj me še čaka, ali bo vse skupaj izpadlo tako, kot sem si zamislila. Namreč veliko stvari se ti odvija, veliko je dogodkov, vendar je vsekakor neprimerljivo sedaj na državni ravni kot na lokalni. Je pa zagotovo bila lenta 12. cvičkove princese tista popotnica, več kot dobrodošla, da lahko sedaj funkcijo opravljam v takšni meri kot jo, kajti to so vendarle nepozabne izkušnje. In tudi takrat lahko vidite, da sem srečala nepozabne ljudi. Tudi tukaj vidimo sedaj žal že pokojnega gospoda Slaka, ki je bil prisoten tudi na sprejemu, ki so mi ga pripravili v domačem društvu v Gadovi peči kot cvičkovi princesi in so se takrat izjemno potrudili zame, kajti vsaki nosilki naziva cvičkovi princese pomaga ogromno domače društvo in tudi tukaj so mi moje stopili nasproti in tukaj je prikazan sprejem v društvu. Tudi poskrbeli so za uporabo avtomobila, za vse te tehnične zadeve, da sem lahko mandat izpeljala res v popolni meri. Ja, tudi župan Brežic je ponosen. Ja, in zaradi tega z veseljem pokažem vsakomur na začetku albuma. Je prav posebno pismo na rozastem listu. In takrat mi je gospod župan Ivan Molan poslal pisno čestitko ob ustni preko telefona. Ste jo shranili? Ja, to je še za časa cvičkove princese in vesela sem, da me res podpira v takšni meri, pa ne le samo občina Brežice, zagotovo me oni najbolje, vendar me dejansko celotno Posavje, kajti pri dogodku, ki se je odvijal na Mokricah, so mi ob stran stopile še sosednje občine Krško, Sevnica, Kostanjevica in Šentjernej. Vendar pa so Brežice tiste, ki dihajo z mano in vesela sem, da je naš župan tako širokega pogleda, kajti to leto imamo tudi v sosednjem društvu iz naših krajev Crkelj ob Krki kralja cvička, na kar sem tudi sama ponosna, gospoda Tomšeta. In takrat vem, da je bil naš župan deležen številnih vprašanj ter mogoče tudi malce zbedljivk. Gospod župan, kako bo pa zdaj? Kraljica imate, kralja, vas ni nič strah za vaš prestol oziroma za vaše župansko mesto na občini? In je rekel, da ne, v bistvu, da je še pač dejansko, da imamo sedaj v Brežicah kraljevino dobesedno in da je ponosen na to in veseli me, da spremlja
in da delamo dejansko celotno zgodbo s skupnimi močmi, kajti nekaj nepozabnega je, ko se več ljudi združi, ko vidiš, da je podpora, da je sodelovanje in da se da narediti marsikaj. In zato sem tudi vesela, da so prišli avtobusi vinogradnikov z naših krajev, ter tudi sam župan je bil z njimi v torek na vinogradniški dan v Gornjo Radgono, ko se je odvil 50. kmetijsko-živilski sejem Agra. In res sem ponosna na vse iz naših krajev, da me podpirajo v takšni meri. Zagotovo me pa veseli, da tudi kamorkoli drugam, ko pridem, da me sprejmejo z odprtimi rokami, da tudi oni izkazujejo in vidijo, da je to zgodba, v kateri pač, če ogromno truda in energije vložiš, da je tudi nazaj dobiš in tudi to občutim, da mi jo dajejo in sem vesela, kajti le tako se da narediti ogromno stvari. No, omenili ste Agro, mednarodni kmetijsko-živilski sejem Gornji Radgoni, veliko vinarjev, veliko vinogradnikov, veliko odličnih vin je prišlo na ocenjevanje na tem letošnjem mednarodnem sejmu. Ja, letošnja Agra je zagotovo tudi nekaj posebnega, pol stoletja, 50 let. Številni vzorci so bili in letos je zagotovo tudi ena takšna igra številk, sem ugotovila mogoče osebna. Sama nosim naziv 16. vinske kraljice Slovenije zaporedoma. In letos je bilo danih 610 vzorcev vina na ocenjevanje. Pri tem pa moram posebej poudariti, da mi je bilo veselje, da je vinar leta ravno gospod Prus, ki prihaja iz vinorodne dežele Posavje, kar zagotovo dodaja še večjo težo dejansko na nek način celotni zgodbi, kajti tudi kraljičino vino je predikat. Gospod Jože Prus je poznan po predikatih, se pravi, da je to območje Metlike, Dolenjske, da se da pridelati tudi odlične predikate. Pri tem pa zagotovo velike čestitke gospodu, kajti njegova vina so res in v konkurenci je pobral. Mislim, da je bilo 15 velikih zlatih medalj, da o šampionih sploh ne govorimo. Tako da iskrene čestitke tudi preko Gorjancev iz strani vinske kraljice. Zagotovo bo vesel. Sicer pa, kaj so dejali vinogradniki in vinarji sedaj, ko ste se srečali na Agri, kakšna bo letošnja trgatev? Je suša resnično tako močno prizadela vse konce Slovenije? Ja, suša je prizadela vinograde. S tem, da je odvisno na nekaterih predelih mogoče malo bolj, na nekaterih malo manj. Naprimer pri nas doma, ki smo sicer manjši vinogradniki, suša sicer ni bila prisotna. Mi je pa mogoče še zanimiv ta podatek, ne samo suša, veliko večji problem bo pri določenih točah, kajti vemo, da letos je bilo kar nekaj toče prisotne. In naprimer, ravno pretekli teden sem bila na Primorskem in so dejali, da v določenih vinogradih, kjer je bila toča, je dejansko škoda 100%, kar je pa zaskrbljujoče. S tem, da je pa mogoče tukaj pozitivna informacija, namreč s tem vinogradnikom, ki sem govorila, ima več vinogradov na različnih legih in se bo potem vsekakor, da vina ne bo primanjkovalo v sodih, tako da bo še zmeraj možno poskusiti odlično primorsko kapljico. Bo pa letina zagotovo malo manjša, verjamem pa, da zato tisto, kar bo, da bo še vedno visoke kvalitete in da bomo še vedno lahko nazdravljali z odličnimi slovenskimi vini in da se ni bati za njihovo kakovost, ter tudi količino, glede na to, da vedno bolj promoviramo pij malo, pij dobro, da se kultura vina pitja zvišuje in da je dejansko v marsikateri kleti tudi problem v manjših kleteh, naprimer pri posameznikih tudi mogoče prodati vino, sploh naprimer, kajti majhni vinogradniki, ko so, se ne usmerjajo v vinogradništvo tako tržno, in je potem kar nekaj vprašanj, kako to prodati, iztržiti, vendar verjamem, da se da in tudi naprimer v tem primeru, da če bo malce manj vina, bo pa zato bolj kvalitetno in da bomo še zmeraj lahko skupaj nazdravili, da ga ne bo zmanjkalo. Rekli ste, doma ste malo manjši vinogradniki, ampak kljub vsemu, predvsem vaš oče, mislim, da je tisti, ki je velik ljubitelj vinogradništva in vinarstva, vam zaupa kaj delo v vinogradih, kletarjenje v kleti? Ja, dejansko mi že zaupa, kajti od začetka pred parimi leti, če se tako obrnem nazaj, me je gledal mogoče malce z rezervo, kajti imam brata in dejansko je takrat bilo po mojem mišljeno, da bo vseeno moški del prevzel to nasledstvo oziroma kakorkoli. Sedaj pa je videl tudi mojo vnemo
In vedno sem si takrat, ko sem bila še dejansko kandidatka za Cvičkovo princeso, zadala nalogo, da sem sama ročno semlela celotni pridelek takratni in je bila zelo zanimiva izkušnja, tako da mu tudi pomagam v sami kleti, kolikor se le da. Verjamem, da namreč s tem, ko dobiš neposreden pogled v delo izpod rok vinogradnika, da takrat lahko se sreča s tistim pristnim vinogradništvom, kajti eno je teorija, drugo praksa in vesela sem, da me čedalje več vključuje. Martina Boškovič, resnično marsikaj ste že počeli, počnete, rekli ste, z rolanjem ste se ukvarjali, ste tudi učiteljica rolanja, v Citrskem orkestru igrate, tukaj te fotografije pričajo, da vas vedno bolj navdušujejo tudi konji, radi imate živali. Ja, zelo. In kdo ve, kaj boste še zastavili v vaš program. Do konca kraljevanja je ostalo še dobre 4 mesece, ko boste krono predali vaši naslednici, 17. vinski kraljici Slovenije. Ampak vam zagotovo ne bo zmanjkalo idej, kaj vse početi in zagotovo boste še ostali članica Citrskega orkestra, kaj? Ja, zagotovo bom ostala še naprej, kajti tako kot sem rekla, nas ne družijo le glasbene vezi, temveč tudi naše prijateljske vezi, ki so se stkale vseh teh več kot 10 letih, odkar obstaja orkester. In tudi sicer mi ideje zagotovo ne bo zmanjkalo v tako aktivni druščini naših vinogradnikov, tako iz Gadove peči, tudi Dolenjska ima številne ideje v zvezi in tudi nasplošno sicer, kajti pred vrati upam, da bo kmalu diploma in potem novi življenjski cilji, podvigi, tako da verjamem, da bo še kar pestro, pri tem pa zagotovo ne bom pozabila na konje, kajti ti so mi v tem letu tisti oddih, ki ga najdem, ko pustim telefon, računalnik, vse za sabo, se usedem v sedlo in odjezdim z Gorjansko konjenico na kakšen teren in takrat je res nekaj nepozabnega in si odpočije oko, ter se umirim, ter si naberem energijo za nove dni. Meni zagotovo ni zmanjkalo vprašanj, mi pa je zmanjkalo že skoraj da časa, kajti v vaši družbi zelo hitro čas mine, ker ste vedno nasmejana, prijetna, zgovorna, res pa je, da imate tudi kaj povedati. Tako da vas bom prosila za konec, da končamo ta najin pogovor na najlepši možen način s Citrami. Res, da tukaj nimamo prostora, da bi tako resnično zaigrali, kot to lahko počnete v glasbeni šoli, pa vendar. In ostane mi le še, da vam zaželim, da resnično z vsem najlepšim preživite še ta preostanek vašega kraljevanja in tudi, da naprej v življenju stopate varno in nasmejano po poti, ki si jo boste začrtali. Super, najlepša hvala za vaše izrečene želje. Tudi sama želim vaši oddaji, ter tudi vam osebno, čim lepše jesenske dni. Vsem vinogradnicam ter vinogradnikom prijetno trgatev, odlično bero in konec koncev se veselim, da se še srečamo na naših skupnih poteh, kajti teh je kar nekaj, ogromno. Tako da ja, veseli me pa, da bom lahko zaključila z glasbo, kajti pravijo, da včasih glasbo pove več kot 1000 besed. In vedno sodi k vinu, je tako? Zagotovo. Ja, je kar dolg čas. Morali boste vzeti na kolena te citre, kajti nimamo pravega prostora v tem studiu, ampak prepričana sem, da bo kljub temu zvenelo odlično, a seveda tudi note so potrebne. Tako, dragi gledalke in gledalci, to prvo oddajo v novi sezoni bomo končali na najlepši možen način v družbi vinske kraljice Slovenije, Martine Boškovič iz Krške vasi pri Brežicah in ob zvokih citer, ki so sedaj na njenih kolenih in je pripravljena, da vam privošči nekaj prijetnih trenutkov v tem večeru. Ostanite še naprej v naši družbi.